Pozdravljeni. Vsi smo verjetno že slišali za izraz sodni dan. Oziroma za rek, prišel bo sodni dan. Za vsakogar. Ali bo res prišel ta sodni dan? Ali ni morda že tukaj in zdaj? Naše glave se namreč vedno bojijo za našo prihodnost ali pa za tisto, kar se je zgodilo v preteklosti in niso nikoli ali le redko tukaj in zdaj. Sodni dan obstaja v trenutku. Če mi naredimo nekaj, dajmo reči, narobe, nekaj, kar ni bilo prav ali primerno v dani situaciji, bomo za tisto dejanje odgovarjali v istem trenutku, notranje. In kasneje seveda tudi zunanje, čez čas. Ne bo pa prišel sodni dan, recimo ob naši smrti ali pa čez toliko in toliko let, kjer bomo sodno obravnavani o naših dejanjih. Vsak na tem svetu živi sodni dan vsakodnevno. Če zjutraj peljemo otroke v vrtec ali pa šolo in zamudimo, se že v istem trenutku, ali morali bi se v istem trenutku, počutimo že malo slabše kot prej, ker vemo, da nekaj nismo naredili prav. Sami sebi smo torej sodni dan oziroma na nek način policija. Sami skrbimo za svoje stanje zavesti in vesti. Vsak to poseduje, ali se tega zaveda, ali prizna, ali ne. In ta sodni dan ne bo nikoli prišel, ampak je vedno tukaj in zdaj. V istem trenutku. Če recimo nekdo krade, je v trenutku, ko je storil to dejanje, že sam sebe obsodil. In dokler ne poravna tega dolga, bo hodil po svetu s to obsodbo, ki si jo je pripisal samemu sebi. Če smo dovolj zavedni tega, se seveda tega zavedamo in kar se da prej, na kar se da najboljši način, probamo otresti. Ker le tako smo lahko lahkotni, živahni, veseli, radostni, ker sicer nas te stvari obtežujejo. Torej ropar se boji še najbolj, da bi kdo njega oropal. Tisti, ki zamuja, se boji, da bo kdo drug zamudil ali pa kako naročilo, ki ga je sam sprožil, zamudilo. Na nek način imamo že policijo in te organe znotraj sebe. In zato nas ne rabi skrbeti za dejanja ostalih ljudi. Zakaj? Ker si sodijo že v trenutku, ko naredijo nekaj, kar bi bilo bolje, da ne bi naredili. Če pa gremo iz druge strani, je enako res. Če delamo dobro, zdravo, veselo, pozitivno, potem te obsodbe sploh ni več.
naše glave, tega ne vedo in ne priznajo. Če živimo samo v glavi, tega ne bomo uspeli uvideti in bomo vedno v nekem strahu oziroma pričakovanju za tisti jutrišnji dan, ali bo sodni dan ali ne bo. Hvala.